Pomemben je pa tudi čas, da čim prej dobijo. Ja. Ni časa za čakanje, nažalost, zato da delujejo ta zdravila in mora čim prej. In takrat bi država morala imeti nek varnostni mehanizem, da vstopi, pomaga, za teh par primerov seveda na osnovi strokovnega mnenja, da se razumemo, ne na osnovi kakršnekoli birokracije. In evo, to je zdaj eden izmed naslednjih ciljev nalog, ki jih imam pripeljati do konca tega mandata, ne, da se ta zakon končno sprejme. Prav bojijo se, ne, tudi bil je en primer, enkrat gospa pa mož sta prišla z področja bivše Jugoslavije, pa sta rekla mi, da so to vojno doživela in naj na to spominja, ne, tako da pa ne govorimo, ne, mislim, jaz sem peticijo začel predvsem zaradi živali, ker sem videl, kako to tudi moj pes trpi in mucki in vse, ne. Ampak potem, ko sem pa to začel, sem pa videl, da to tudi ljudi moti, je to res. Včasih samo malo zmoti, ker se zdi, če si za Palestino, nisi za Slovenke in Slovence. Seveda si. Absolutno čutimo Slovenkami in Slovence, ampak tam se zdaj dogaja humanitarna katastrofa, genocid, umirajo dnevno in zato je fokus celotne vlade na Palestini, ne samo od Socialnih demokratov. Pozdravljeni, dragi gledalci, danes je moja gostja Meira Hot, poslanka stranke SD, Socialni demokrati. Jaz sem se z gospo Meiro hotel pogovarjati predvsem zaradi pirotehnike. Jaz sem leta 2018 začel zbirati podpise, sem jih v parih tednih zbral okoli 35,000, se pravi proti pirotehniki. To je potem tudi prišlo na tole komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Enake možnosti, ja. To se je potem tudi v parlamentu razpravljalo. No, zdaj me pa malo več zanima, vi ste ljubiteljca živali, vaša kolegica Urška Klakočar Zupančič je ljubiteljca živali, od premiera žena je ljubiteljca živali, pa sem pričakoval, da se bo to tudi kam premaknilo, pa bi rad kaj več zvedel. Najprej pa hvala, da ste se vzeli čas, da ste mi dali možnost, da to posnamem z vami. Hvala lepa, hvala za vabilo, meni je v čast, da se lahko danes pogovarjava. Seveda se tudi spomnim vaše peticije, mislim, da se tudi sama podpisala, je bilo pa takrat zanimivo, ker sva nekako paralelno, ne da bi vedela drug za drugega, podobno razmišljala in podobno delala. Namreč sem takrat že vložila prvo poslansko vprašanje in pobudo za prepoved pirotehnike. Približno enakovredno je bilo z sprožitvijo vaše peticije, torej sem mandat začela 1.2018. In ena ključnih vprašanj in želja, ki sem jo imela, bila ravno ta prepoved pirotehnike, pa ne zgolj skozi prizmo ljubiteljstva živali, ampak tudi ljubiteljstva človeka, sočloveka in okolja. Ker morava vedeti, da ima pirotehnika res blazno škodljive posledice, predvsem pri mlajših. Veva oba, da imajo trajne, hude telesne poškodbe lahko. Mlade v tem primeru potrebno absolutno zavarovati kot država in jaz sem v tem videla v popolni prepovedi edini način, kako. Dejstvo je tudi, da je okoljsko zelo sporno, da predvsem onesnažuje, pa ne samo pirotehnika, govorim celoti tudi o ognjemetih. Skratka, v tistem času so se tudi midva na peticiji, komisiji za peticije takrat spoznala, videla, tam smo tudi videli pričevanja vaše kolegice, ki je utrpela poškodbe, ker je samo bila ena izmed sopotnic na vlaku in to izven časa, ko je dejansko pirotehnika tudi po zakonodaji dovoljena. Torej, dovoljena je od 26. decembra prodaja do 1. in to samo določene oblike, ne petarde. Ko pravite, da se nič ni zgodilo, jaz sem sicer še vedno tudi v tem mandatu zelo vztrajna z vprašanji in pobudami na ministra za notranje zadeve. Sem pa tudi to nagradila z sodelovanjem s kolegom Nemcem v Evropskem parlamentu, ker je ena izmed večjih težav pri absolutni prepovedi in preprodaji pirotehnike je dejstvo, da se potem prodaja preko spleta oziroma je dopuščena v drugih državah Evropske unije. In da bi dejansko dosegli korak naprej in dejansko prepoved, bi se to moralo zgoditi primarno v Bruslju. Tako da je tudi Matjaž poskušal oziroma sprožal določene peticije znotraj Evropskega parlamenta, je pa tu še dolga pot, da bodo politično voljo zbrali na evropskem nivoju, ker dejstvo je, da so pa lobiji precej močni zadnji pri prodaji pirotehnike.
Pri nas pa ustrajamo še vedno na tem. Minister sicer pravi, da je zaenkrat, se imam tudi odgovore precej ministrstva na naša vprašanja tu. Njihovo stališče je, da je obstoječa zakonodaja zadovoljiva, torej prepoved taka kot je, in da je v vsakem primeru prepovedana ta F1, F2 in tako dalje, oziroma da so dopuščeni samo F1, F2, ki so za zabavo, ne, recimo, kako po domače rečemo, prskalice. Ne. Težava, ki jo vidim, ali pa fontane. Težava, ki jo vidim sama, je pa, da se zdaj vedno bolj uporabljajo ne samo petarde, ampak tudi te rakete, ki sprožajo ognjemetni efekt, predvsem v času novoletnih praznikov, in zelo močan pok. Zelo močan pok, ki je včasih močnejši od najmočnejše petarde. Temu so nekoč rekli tiste močne, tiste te zelene. Tiste, ja, ki so, v bistvu so lahko še močnejši poki zdaj. Pa tudi nevarni za okolje, ker lahko tudi pride do požara in tako dalje, ne? Ker ti za uporabo ognjemeta in teh izdelkov vseeno moraš zadostiti določene varnostne pogoje, govorim, ko se to izvaja kot prireditev. Ne? Tu se pa izvaja brez kakršnih koli varnostnih vidikov, vse povprek, sredi naselja. Tako da jaz mislim, da se tudi iz tega vidika spet vidi, da bi bila potrebna vseeno dodatna prepoved v tej obliki. Ampak žal je odgovor vselej, da pač dokler ne bodo druge države članice, da je potrebno na nivoju Evropske unije, in tu zaradi tega ni bil dosežen zakonodajni korak naprej. Definitivno pa se zelo dela na osveščanju, definitivno se zelo, in to se vidi se pri ljudeh, vidi se pa tudi pri trgovcih. Ker sem zelo vesela, da marsikateri trgovec recimo vsako leto odpove prodaji. Kar pomeni, da je družbena osveščenost te škodljivosti pirotehnike danes na bistveno višjem nivoju. Sam pri nas v naših krajih vam lahko povem, se čisto nič ne zmanjšuje. To je ka na fronti. To je v Ukrajini ni tako, imam občutek. Tako da je to res žalostno. Zdaj vi ste rekli, pač, da bi to mogla cela Evropa, to je težko se po mojem zmeniti. Je pa jaz mislim, že tudi če pri nas, če bi, ne, mislim, da to saj narod ve, da je prepovedano, da se malo boji kazni in tako naprej, ne. Jaz se zelo strinjam z vami, tu govorijo absolutno isti jezik in tudi v skladu s tem pobudami in vprašanji, ki sem jih še letos podala, naprimer na zadnje. Tudi povečanje kazni, pa predvsem večja pregonljivost teh dejanj. Jaz mislim, da se morda, oziroma pravite pri vas, tudi pri meni, jaz sem iz občine Piran, živim v Luciji, ne samo uni teden okoli novoletnih praznikov, že od novembra, decembra dalje. Oziroma zanimivo je, da ravno prejšnjo soboto, ko sem šla peš proti domu okrog 11. zvečer, sem prvič letos slišala pok petarde, ne? Torej izven kakršnega koli časa. Žal se morda najbrž policija kadrovsko tako nima časa se ukvarjati s temi zadevami, ne? Torej najbrž ni kadrovsko toliko okrepljena, da bi lahko učinkovito preganjala tudi to. Učinkovite je, no, da ne želim nikogar žaliti, v policijo zaupam, da premalo jih je po domače povedano. Tako, premalo jih je in bi bilo morda tukaj treba okrepiti, oziroma njih je treba res pohvaliti, koliko delajo na osveščanju vsako leto, bodi zvezda, Nemeči petard, skupaj z nevladniki, ampak morda bi bilo potrebno resneje imati prijave, ko kakšna izmed sosed pokliče, ker je slišala petarde. Ker tudi lani je kar nekaj mojih sokrajank reklo, da kličejo, pa ni odziva, ker imajo druge intervencije. Kar razumem, ampak ko je občutek, da je to nič kaj takega, ne, pa da niti ne dobiš neke prave odločbe ali pa kazni, potem najbrž že toliko bolje. Pa v osnovi meni uporaba pirotehnike čisto objestnost, in to govorim, še preden sem kadarkoli vstopila v politiko, že kot zelo mlada najstnica sem se bala iti na Tartinijev trg, ker je bilo znano, da sploh okoli novega leta so te petarde metali pod noge in je bilo kar nevarno v resnici, ne, kot ste rekli, kot da si na fronti. Tako da res pozitivnih učinkov pirotehnike še danes ne razumem, ne vidim, ampak ja. No, meni je tudi veliko ljudi prišlo osebno povedati, starejših, kako se tega bojijo. Ne, jih te poki
prav bojijo se, ne, tudi bil je en primer, enkrat gospa pa mož sta prišla z področja bivše Jugoslavije, pa sta rekla mi, da so to vojno doživela in naj na to spominja, ne, tako da pa ne govorimo, ne, mislim, jaz sem peticijo začel predvsem zaradi živali, ker sem videl, kako to tudi moj pes trpi in mucki in vse, ne. Ampak potem, ko sem pa to začel, sem pa videl, da koliko to tudi ljudi moč, je to res. V bistvu sem rekla, da je tako, kot se lepo povedal starejši, ne, naša osebna svoboda je na ta način ogrožena. Ker si ne upaš ven, paziš, kje hodiš, paziš, ne. Torej, v resnici je vaša in naša problem v tem, ker mogoče se je preveč fokusiralo takrat, jaz se strinjam glede živali. Če želiva osebno, jaz mojega kužka imam sploh na Silvestrovo ves čas ob meni, ker se trese kot šiba na vodi. Eni bolj občutijo, eni sicer manj. Imamo v družini še psa, ki sploh naprimer ne reagira, ampak to je irelevantno. Pomembno je, da imajo veliko bolj razvita čutila kot mi in da slišijo 3-krat bolj. Starejši ljudje si ne upajo v trgovino zvečer pa na sprehod, ker se bojijo, da bodo te petardi, ker se jih zna metati tudi pod noge, ne? Ali pa enostavno hrup je neizmerno močan. Res je močan in celo, če si zaprt doma v stanovanju, ko začnejo te rakete, kjer mislim, da sprožijo še hujši hrup, torej te, ki so bolj domače govorila, ker da ne bova izrazil teh iz zakonodaje, ampak to so te rakete, ki sprožijo kot ognjemete, pok je hujši. In tega vsako leto več in več in več. Potem si na neki, recimo smo na trgu in kar naenkrat, ko je novo leto, pa ni prireditev v smeri ognjemeta. Jaz sem pomenil, da je toliko teh raket, da se ti zdi, da je ognjemet, ampak to ni zavarovano. Tam niso recimo gasilci tam zato, da bi varovali tudi za ognjemet, ni splava in tako dalje, kar bi morali biti navali. Hočem, že se to vse dela. Ljudje pač pridejo in prinesejo s sabo te rakete, ne? Ker se nam zdi, da je ta svetlobni efekt odličen. V bistvu imaš načine tudi, kako to nadomestiti. So občine, ki so začele z recimo laserjem, z šovi, z droni in tako dalje. Ne? Po moje, če bi se vedno bolj delalo na tem nadomeščanju, torej z alternativami, da bi mogoče tudi na ta način spet se omejila raba. Ne? Razumem pa, da je zelo razširjena med mladimi in ne moreš prepričati, to sem jaz videl po komentarjih, ne. Zdaj ga me pa zanima, kako je pa ta zadeva pol naprej tekla, se pravi ti zasedanje te komisije za peticije je bila, potem se to pa tudi v parlamentu se o tem pogovarjali, ne, in potem je tudi nekje bilo glasovanje 9-9, jaz sem tudi v tem članek napisal, ker sem pač vse tisto preposlušal. Kako bi pa to komentirali? Tudi po izjavah so tudi eni poslanci, bom rekel, bolj iz levih strank so bili proti temu, da se prepove. Leva opcija bi to mogla zagovarjati, če mene vprašate. Ne? Se zelo strinjam. Jaz mislim, da govorimo o zakonu, ki je bil takrat v razpravi. Mislim, da sem jaz celo takrat amandma dala za popolno prepoved. Tam se je delno omejilo, mi smo pa dali noter za popolno prepoved in je padel za en glas, ne? Ker če jih zanačajo za en glas. In jaz sem zelo obžalovala in absolutno, če je leva sredina tista, ki zagovarja varstvo okolja, varstvo starejših, tudi varstvo mladih, je potem absolutno logično, da zagovarjaš popolno prepoved pirotehnike. Tako da jaz druga kot tega, da vam komentiram, da sem bila razočarana takrat in da se je takrat nekako ta zakonodajni postopek končal, da se je sicer s tistim zakonom nekoliko omejila uporaba, ni se pa popolnoma prepovedala. Ne? Ker je razlaga vselej. Če popolnoma prepoveš, bo več na črnem trgu. In na redu nisi nič in itak se bo kupovalo preko spleta. Nam se je pa zdela absolutna prepoved pomembno zaradi tega, ker daje sporočilo, da je to v družbi nedopustno. In če je več, če je več na črnem trgu, pol naj se to bolj preganja. Ampak ne zaradi tega, ker nekdo ne opravi v celoti svojega dela ali pa ker smo kadrovsko podhranjeni, ne zaradi tega, ne tega uporabiti kot argument, da se nečesa ne naredi. Ker mi smo tisti, ki smo, torej politika, država, vlada je tista, ki ima za preganjati prodajo na črnem trgu, prepovedano prodajo na spletu, torej tržni inšpektorat in tako dalje. To meni pač ni argument, zakaj ne prepovedati. Imate prav, ja. No, meni kdo tako prav, ja, sej
kazni ne učinkujejo, mu pa rečemo, potem pa še omejitev v naseljih ukinimo, pa bomo videli, če so učinkovite ali niso učinkovite. Se bo vsak več vozil, kot 50. Vsaka sankcija je lahko tako, ne? O vsaki sankciji lahko tako govorimo. Pa vidite vi, da je kakšna možnost, da bi se to prepovedalo? Enkrat se bo, ampak kaj je to, čez 5 let, čez 10, čez 50, čez 100, sigurno tudi ljudje ne bojo več tako naumni. Mislim, da se bomo strinjali, da če primerjava že leto 2018, ko ste začeli vi s peticijo, sama sem začela s temi pobudami takrat. Že zadnjih 7 let opažam vseeno nek napredek v osveščenosti, kot sem že prej rekla, pri trgovcih, ne? Ker če ne bo interesa za prodajo pri veletrgovcih, potem že tu bo de facto zmanjšano, ker ne bo možnost potrošnikov kupovati. Tudi na nivoju Evropske unije je več pobud. Ni zdaj samo Slovenija. Recimo na Irskem so zelo napredni glede tega, mislim, da tam imajo popolno prepoved. Mislim, da ja. In deluje. Ker vprašanje EU je vprašanje prostega pretoka blaga, zaradi tega je to malo vprašljivo, ampak več je iniciativ, različnih civilnih iniciativ, ki so že dali podobne pobude. Mogoče en izziv tudi za vas, da se naredi evropska spletna peticija na Evropsko komisijo, ne, za to pobudo. Vem, da jih je več že prišlo, ne kot peticija, ampak kot pobud. In da tudi Evropska komisija že razmišlja in išče načine, ampak po moje, dokler ne bomo tam res dosegli pravi premik, to pa je 10 let, po moje 5 let na EU, mislim, da je to za njih precej kratko obdobje. Videli sva, koliko so se pogovarjali glede premika ure, pa smo še vedno na istem. Ampak v Sloveniji pa mislim, da bo to prej vseeno. Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da kot tudi minister, recimo, se vselej strinja, da ni prav. Pa imajo tudi poostrene nadzore v vsakem obdobju, preden se začne prodajati. Tako da vem, da se na tem res proaktivno dela in proaktivno se osvešča že vrsto let. Ampak zadnje leta bi rekla še toliko bolj, tudi s temi plakati po celem mestu. Ja. No, to, kar ste rekli, ne, da bi se jaz na evropsko, mislim, da bi v celi Evropi zbiral podpise, ne, vam moram povedati, da jaz sem potem, ne vem, leta 21, 22, ne vem točno, sem iskal, če bi mi kdo pri tem pomagal, ker veste, je to kar nekaj. Seveda. Ja, pa veste, da se ni noben javil. Ena punca je bila zelo zainteresirana, sem pol je pa ona rekla, da ona je sem za prepoved petard, ni pa za prepoved ognjemetov, pa teh raket, ki jih omenjava. Ne, jaz sem rekel, to je pa ne, to mora biti vse, ker so te kategorije tako zapisane. Tako da tle bi rabil kakšno pomoč, ker je to na koncu kar velik dela pride, ne, ni to čisto tako enostavno, ne, tako da upajmo, da pride do tega, no, čim prej. Jaz mislim, da bo to, da si to želi 95% prebivalcev Slovenije, to je moja ocena in mislim, da se ne motim. Jaz se strinjam s tem, jaz mislim tudi, da je tako, ker vidim po odzivih ljudi, delu, se pravi, politika je nevladnih, predvsem iniciativ, kot je vaša, vedno bolj smo občutljivi tudi na varstvo naših živali, vedno bolj skrbimo za njih in ena izmed stvari je seveda to. In na drugi strani pač celovita oblika, od varnosti ljudi do dobrobiti živali, do varstva okolja. Tako da jaz mislim, da to je potrebno, verjamem, da se bo to enkrat realiziralo. Upajmo. No, zdaj bi pa še malo o vas rekla. Jaz sem seveda z vsakem, ki imam takle pogovor, podcast, vse pregledam. Zdaj, od vas na Wikipediji imate stran, ampak je predvsem te vsi vaši, se vidi, študirali ste pridno, imate veliko tega narejenega. Nisem pa nič najdel, ne vem, o vas tako, bom rekel, ne bom rekel privat zadeve, ampak tako malo več mogoče, če oseb, kakšen stavek poveste, prihajate iz Primorske, pač z obrazbi imate kar veliko tega, ste pravnica tudi, pa to ne, tako da če mogoče par stavkov povedali. Ja, izpostavljena sem bolj politično osebno, sem morda malo manj. Sem Primorka, ja, iz Pirana. Celo življenje v bistvu živela v Piranu, razen v času študija, ko sem bila pač v Ljubljani.
tako da sem zelo vezana na morje. In zato se tudi zdaj kot poslanka ne živim v Ljubljani, ampak se vozim iz morja. Ja, tako da doživljam naše ceste dnevno, uživam v panorami dnevno. Tako da res to zelo čutim in že iz tega vidika imam zelo rada svojo službo, ker moram reči, da je kar naporno in še bolj naporno postaja vsako leto se pač peljati iz Pirana do Ljubljane. Se mi zdi, da vsako leto je daljša pot. Drugače, mislim sicer, da je to že znano, da sem izjemno navezana na živali, da jih imam res rada. Imam psa, Bigla, njega zelo lep, zelo zahteven in trmast. Tako da je on, jaz pravim, moj šef. Tako da se to veliko sprehava, kar to seveda pa zahteva. Zelo rada berem, no? Tako da se zahvaljujem tudi za vašo knjigo, se veselim. Me veseli, če boste prebrali, pa če boste še mnenje povedali, pa kakršen koli že bo. Z veseljem. Rada tudi potujem, to tudi vas spremljam, vem, da zelo veliko radi potujete, tako da na Kanarski sem tudi bila. Šport, kot mlada sem trenirala 8 let karate. Jaz tudi. Sam na 8 let. Kater stil pa ste trenirali? Shotokan. Sem pa Sanko kaj. Evo, to. Ker mislim, da je, moram reči, za mlada dekleta zelo dober šport, ker te nauči samodiscipline, vztrajnosti in seveda je izjemno dober tudi trening, bo rekla sama po sebi. Tako da je en izmed športov, ki res poveže duha, mentalno zdravje in fizično zdravje. Zanimajo me različne tematike, primarno pa sem absolutno pravnica, imam tudi magisterij mednarodnega prava. Zelo se zanimam za varstvo človekovih pravic, to tudi veliko časa porabim pri študiranju takih caseov, rada sem s prijatelji, to je pa to. Kako boste se odločili, da greste v politiko? Jaz mislim, da se redko kdo odloči, da gre v politiko, ampak vsaj jaz sem zašla v politiko na lokalnem nivoju. Zato pa nočem zdaj izpostaviti kaj pa kako, ampak takrat bila je ideja, da se zapre Piran za promet. Pirančani smo pa zelo občutljivi na rampe in na zapiranje in se počutimo tukaj zelo drugorazredni državljani, ker imamo zelo oddaljen dostop do parkingov. In v bistvu me je to potegnilo, ker sem pravnica in sem delala v popolnoma drugih vodah in nikoli si nisem predstavljala, da bi zašla v politiko. Se mi ni zdelo, da je to zame. Potem pa enostavno se zelo strinjam z enim kolegom, ki je rekel, da če se ti ne ukvarjaš politiko, vedi, da se bo v vsakem primeru ukvarjala s tabo. In tu se je to zgodilo. In vselej sem delila absolutno socialdemokratske vrednote že od malih nog. Na volitve sem vedno hodila, to ja. Zato, ker kot ženska se mi zdi zelo pomembno, da uveljavljamo svojo volilno pravico, ker smo se toliko let res borili in zato mi je bilo že kot mladi punci zelo pomembno, da na volitve hodim. Tako da na to sem vse hodila, nisem pa bila nikoli aktivna ali pa pasivni opazovalec politike, ampak sem pač delala svoj poklic. Potem sem se pač pridružila socialnim demokratom lokalnim v Piranu. In pa smo šli na volitve in smo zmagali z županom Petrom Bosmanom, če se spomnite, prvi temnopolti. Sem postala njegova podžupanja. Pa kar začneš in ostaneš. Zelo sem se našla potem počasi v tem delu. Pa sem si mislila, da državno politiko, pa nikakor ne. Pa sem 2018 prišla v parlament, pa sem tudi ugotovila, da je velik izziv in da tudi izpopolnjuje srčno. Kaj pa bi rekli, da vam je politika dala? Pač dala mi je ogromno izzivov, dala mi je možnost, da sem uresničila tudi določene predvolilne obljube, pa bom rekla tudi neke cilje, ki jih tej državi morda vrsto let niso sledili. Jaz sem mogoče malo drugačen tip politika. In eden izmed prvih vprašanj, ki sem jih postavila, je bilo vprašanje varstva živali, ampak vprašanje glede čutečih bitij. Živali so bile, ko sem prišla v parlament, po pravu predmet. In to se meni zdelo nedopustno. Ne vem, če se spomnite v enem obdobju. Se spomnim to, ja. Tako, in
že na zaslišanju takrat ministrice sem vprašala, če bomo šli v tej smeri. No, tu se je pravna stroka zelo upirala, moram priznati. Pravniki smo imeli to v glavi, da je to stvar in to mogoče težko razumeti, ampak to veže ogromno stvari, od kaznivega dejanja, poškodovanja, to je stvari, kaznivo dejanje, mučenja, zelo kompleksna zadeva. Ne? Ampak krovni zakon, ki je določal pravni status živali, je bil pa stvarno pravni. In zato je bila ena mojih prvih, bom rekla, dosežkov v politiki bila sprememba stvarnopravnega zakonika, 15. člen, da so živali čuteča živa bitja. Od tod se dalje. Še dan danes imamo določeno področno zakonodajo, ki je potrebno spremeniti v skladu s tem. Ne? Ampak meni se je zdelo, ker so mi rekli vsi, se v parlamentu pa itak nič ne moreš, tam samo debatirate. Ne? Ampak se je pokazalo, da se da skozi politiko spremeniti stvari in se mi zdi in skozi lokalno in skozi državno. In to je tisto, kar mi je politika dala. Omogočila mi je izpopolniti in spremeniti stvari na bolje, ker jaz mislim, da smo uspeli spremeniti marsikatero stvar na boljše. Absolutno pa je še veliko izzivov, težav, problemov, ampak tudi fokus sem imela na ranljivih skupinah, na osebni asistenci. Torej, da nam je bila možnost, da res odpiram vprašanja, ki so me osebno vedno vlekla in mučila, zakaj niso rešena v naši državi boljše. Ste pa kdaj imeli vsega dost, se vam je kdaj kaj slabega naredilo v politiki, pa ste rekli, zakaj se to sploh gre, ali ste kdaj razmišljali, da bi se umaknili s tem, verjetno kot pravnica bi bili tudi dobro plačano službo dobili, boljš kaj ta, ne? Zelo dobro, ja. Ja, in predvsem bi imela, ne si tako izpostavljen, ja. Kot politik si izjemno javno izpostavljen, kot ženska si zelo izpostavljen, ženska v politiki, imamo še morda dodatne ovire, bom rekla, popolnoma iskreno, seveda. Včasih meni je zanimivo, ko rečejo, sej pa imaš debelo kožo, ne, zdaj si pa toliko časa. Pa jaz sem povem, in po izkušnjah osebnih manjka z starejšimi kolegi, ki so bistveno dlje v politiki, nikoli v resnici ne razviješ popolnoma debele kože. Vsi smo na koncu le ljudje in vsakega določene stvari seveda prizadanejo. Ne? In mogoče me je kdaj kaj prizadelo, pa sem pomislila, zakaj pa to počnem, pa zakaj vztrajam. Samo pa se zgodi, da se ti neki premakne, neko tako vprašanje, ki je bilo pomembno za rešiti, se končno reši. No, zato sem tu za ljudi, ki so verjeli vame, ki verjamejo vame in zato, da neke stvari izboljšamo. Zdaj smo dali zakon za ustanovitev sklada za otroke z redkimi boleznimi. Meni se to zdi izjemno pomembno vprašanje, zelo osebno ga jemljem, ja, ker mi je nedopustno, da moramo zbirati zamaške in imeti koncerte za to, da otrok pride do zdravljenja, ker sistem je predolgo, moramo čakati na odobritev in tako dalje. Take stvari ti potem dajo zagon za naprej. Ne? No, tu smo pred kratkim imel na podcastu gosta en Jaka Škof, mogoče ste slišali, to je en fant, star 9 let, ki, če ne bo dobil zdravila, bo najkasneje pri 12 čist nepokreten. In zbira družina denar, 3,2 milijona mora zbrati, in je to žalostno, da res čist nič država ne pomaga. In ko so oni bili pri meni, mislim, ko imaš podcast z nekim takim ljudmi, vidiš, kako ti v življenju lepo, da ti nimaš takih težav. Mislim, kaj mora biti to hudo, da imaš otroka. Zato pogumni, borbeni, ja, to je neverjetno. Požrtvovalna družina, to je neverjetno. Ampak te otroci, ta pogum, ta volja, ne moreš, da te ne dotakne. In nekorektno in nedopustno je, da se morajo medijsko sploh izpostavljati, tako majhni otroci, ampak starši nimajo več drugega izbire. Nimajo druge izbire in morajo. Tako, in zato moramo mi kot država nekaj narediti. Ta teden je bila razprava o tem, zelo dolga in burna, kjer eni pravijo, češ, se ni samo sklad. Mi moramo njim zagotoviti varnostni mehanizem. Da ko pride, ker taki primeri so redki, to moramo tudi povedati, to ni, da je zdaj na leto 1000 takih otrok, ki rabijo to obliko genske terapije. Jih je pa par deset. Tako, in nažalost je ta genska terapija večinoma razvita v Ameriki.
in so seveda ta zdravila zelo, zelo draga, te terapije. Pomemben je pa tudi čas, da čim prej dobijo. Ja. Ni časa za čakanje, nažalost, zato da delujejo ta zdravila in mora čim prej. In takrat bi država morala imeti nek varnostni mehanizem, da vstopi, pomaga, za teh par primerov seveda na osnovi strokovnega mnenja, da se razumemo, ne na osnovi kakršnekoli birokracije. In evo, to je zdaj eden izmed naslednjih ciljev, nalog, ki jih imam pripeljati do konca tega mandata, ne, da se ta zakon končno sprejme. Ja, to bi bilo res lepo, ker ta fund že zdaj, rečemo, če pade po tleh, ne, ga mora oče pobrati, ne more sam ostati. Ne. In zdaj tudi najkasneje do 12. leta bo čist popolnoma nepokreten. Tako da to je res, to mora čim prej zdravilo dobiti. Ne, se pravi, to bi že pol leta nazaj bi bilo prepozno. Ne, zdaj, tako da to je resno, to res se pohvale, če boste zrihtali. Prej ste omenili za pravice žensk, pa to se borite. A ste mogoče kdaj kot ženska v politiki mislite, da vam je težje kot moškim kolegam? Lahko ženska poveste, more, zakaj? zato ker mislim, ženska se more morda malo dvakrat bolj potruditi, da se izkaže, pa za dvakrat manjšo pozicijo v resnici. Se moramo kar bistveno bolj potruditi, da gremo naprej v politiki. Pa ne mislim tukaj, recimo, jaz mislim, da ne bo izvenelo narobe, kvote rabimo, ampak po eni strani meni kot ženski se zdi, da bi morala biti naša sposobnost v ospredju. Torej, želim si dneva, v kateri bomo moški in ženske v tem kontekstu popolnoma enakovredni, da bo popolnoma vseeno, ali si moški in ženska, pa bo pomembno, ali si inteligenten, sposoben in pameten in znaš stvari zapeljati. Ne? In ženske imamo srečo, da se je zakonodaja tako spremenila, da zdaj imamo dostop do politike, nekoč še nisi niti imel. Ne? Stranke pač so oblikovale liste tako, da so imeli moški absolutno prednost. Ne? Smo pa veliko bolj podvržene napadov na osnovi tega, kako izgledamo, presojo na osnovi tega, kako izgledamo, veliko bolj kot to, kar povemo, kako smo oblečene in tako dalje. Že začetek tega mandata je recimo zaznamovalo, kako je pač predsednica bila obuta, oblečena in tako dalje. Osebno bi rada, da se veste, moški presojo ima obleko ali nima obleka, oziroma redko kdaj slišiš komentar o tem, kako je bil kateri poslanec oblečen. Ne? Veliko kdaj pa slišiš, kako je bila katera poslanka, pa kako izgleda, pa kaj ima to, pa kaj ima ono, pa postarala se, pa kakaj je, pa ne to, kaj je povedala. V tej smeri je mogoče neka razlika. Ne? Je pa res, da je tudi odvisno od karakterja, ne? In da če si nekoliko bolj pogumno samozavestna, si absolutno lahko rekla enakovredno sprejeti. Da je še par, to kar malo časa, takih aktualnih tem, ki so zdaj, božičnica bo? Božičnica bo. 100% je to zdaj. Predvidevamo, da bo v parlamentu zakon v začetku novembra. V začetku do 10. Lahko sem na kratko poveste, rečemo, vaša stranka se za Palestino zavzema, lahko poveste razlog, zakaj, da bodo gledalci slišali, ker tukaj ste tudi razdeljeni, desni so za Izrael, levi ste za Palestino. Jaz sploh ne vem, kako je do tega prišlo. Mi smo za implementacijo mednarodnega prava. Ne? Mednarodno pravo je zelo jasno glede vprašanja Palestine. Tam veste tudi, da je mednarodno kazensko sodišče že se izjasnilo v predfazi o tem, da se tam dogaja genocid. In mi smo v tej smeri, da se implementira dosledno mednarodno pravo, ki pravi, da je genocid prepovedan. In zaradi tega, ker se tam dogaja mučenje, ker je tam čez 60,000 ljudi bilo pobitih, od tega je velika večina, 2/3 otrok in mladih žensk, torej vse ranljive skupine. Kot mednarodna pravnica lahko povem, ni dopustno bombardirati bolnic. Tam je največ novinarjev v zgodovini vojn umrlo. Tam zunanji novinarji ne smejo noter. Torej tam je toliko eklatantnih kršitev, da smo mi na strani
pravice, pravičnosti, in to bo zgodovina nedvomno pokazala, kdo je bil na pravi strani. Torej, prihodnost bo nedvomno pokazala, kdo je bil na pravi strani zgodovine. Mi smo na strani človečnosti in humanosti. No ja, to je logično, tako da vidimo, otroci umirajo pa to. Tako. Zgubljajo ude, zgubljajo noge, zadnjič se. Jaz veliko gledam posnetke, dol bom rekla, ko vidiš punčko pri 12 letih, ki nima ene noge, ki na drugi nogi je razstrelilo prste in ima na roki tako vse železno, ker pač pretresete. In jaz mislim, da vsak od nas, ki je človek, čuti s Palestino. Se strinjam. Ko čutimo, da se pa razumemo, včasih samo malo zmoti, ker se zdi, če si za Palestino, nisi za Slovenke in Slovence. Seveda si. Absolutno čutimo Slovenkami in Slovence, ampak tam se zdaj dogaja humanitarna katastrofa, genocid, umirajo dnevno in zato je fokus celotne vlade na Palestini, ne samo od Socialnih demokratov. S predsednikom vlade se kaj vidite? Ko pride v parlament. Mislim, imate kakšen pogovor z njim pa to? Mislim, gospod predsednik vlade je izjemno zaposlen, kot videva oba dva, tako da se jih vidiva, ne, mislim, pride v parlament. No, jaz sem bil letos, sem šel malo po Balkanu z avtom na potovanju in sem v Makedoniji spoznal njegovega Cimra iz srednje šole, sta bila skupaj v tem dijaškem domu Ivana Cankarja. Pa, če mu sem pozdrave prenesete, je pa on Sufija Izraelski. Sigurno se ga spomnim, če sta bila skupaj. Pa ni to človek, da bi zdaj kakšne koristi od njega iskal. On je doktor te elektrostroke in jaz sem ga tam slučajno spoznal. Pol, ko sem to zvedel, sem tudi intervju z njim posnel. No, pa mi je rekel, če imaš kaj koga, kdo pozna, pa mu sam prenes moje pozdrave. To pa lahko naredimo. Če na drugega me imel napisal, zdaj, ko so pa mi doma, pa če lahko, pa bo on zelo vesel, jaz bom pa tudi vesel, da sem uslugo naredil. To pa lahko naredim. Za na koncu bi pa še samo vprašal to, kar vsakega gosta vprašam. Mi lahko vi predlagate koga, da ga povabim na podcast, tako kot sem vas? Ok. No, zanimivo. Da razmislimo. Bi to vas mogel najbrž prej vprašati. Zdaj pa res razmišljam, ker imamo marsiko, mislim, sigurno sem, da ste imeli športnike bolj iz politične sfere. Čisto vsem. Tisto, kar mislite, da bi bilo zanimivo. Morda glede na čas, ki prihaja, torej ta prednovoletni, bi bilo zanimivo imeti koga iz vodstva policije ali pa vsaj koga, ki osvešča glede tega, ali pa kakega nevladnika, ki se tudi bori dosti za živalice. Pa zdaj je zelo aktualno tudi... No, to ste mi dali pa zelo dobro idejo, tako da to bom pa naredil. Tudi kakšnega iz društva za zaščito živali, pa take zadeve. Dobro ste mi dali, hvala. Hvala vam. Tako da hvala, ker ste si vzeli še enkrat. Škoda, da ga nimava več, bi vas še kaj vprašal. Tako da res hvala, cenim to. Pa želim veliko uspeha v politiki in druge. Jaz vam želim vse dobro. Hvala za res zanimiv pogovor. Hvala za vaše delo preteklo, predvsem govorim, kar sem imela danes ključno tematiko in se res veselim branja knjige. Hvala še enkrat. Hvala.